Včeraj smo poročali, da so v Mariboru bolj kot volitve lokalnega predstavnika v državni svet pozornost vzbudile zakulisne igre za pridobivanje glasov elektorjev. Prvi protagonist je bil neizvoljeni kandidat dr. Alojz Križman, ki ga je na predlog stranke Modernega centra predlagala mestna občina Maribor. Lobiranje Križmana je po mnenju mariborskega podžupana Pelka mejilo na politično korupcijo. Bom rekel, gre politično kupčkanje na nek način del same politike, tukaj gre za politično izsiljevanje. In politično izsiljevanje, pri čemer bi bil Maribor tisti, ki bi imel talec tega, je pa totalno nesprejemljivo in mislim, da je zadeva zrela za Komisijo za preprečevanje korupcije. Za pojasnila v zvezi z domnevno sporno elektronsko pošto, ki je bila s strani Križmana naslovljena za mariborskega podžupana, v kateri je Križman podporo liste Andreja Fištravca pogojeval z lastno in strankarsko podporo projektom Maribora in regije, ki jih sam sicer v večini ne podpira, smo se danes še enkrat obrnili na Križmana, a bili pri tem neuspešni. Sam je na dan volitev zanikal lobiranje. Ne, zakaj? Glejte, eni so to počeli, jaz prvič nisem imel časa za to, drugič pa se mi to zdi izpod nivoja, ker elektorji imajo svojo odgovornost, imajo odgovornost tudi do svoje občine in do svojega okolja. Se je pa na njegovo početje danes odzvala stranka SMC, ki je v uredništvo poslala pisni odgovor. V pisnem odgovoru so zatrdili, elektronskega sporočila, ki je bilo poslano podžupanu, ne želijo komentirati. Po poročanju medijev ga težko kvalificirajo kot nedovoljen pritisk in nedopustno lobiranje. Prepričani so, da je bilo v preteklih tednih tovrstnih pisem v nabiralnikih elektorjev veliko. Še več pa je bilo dejanj, ki demokratičnim procesom niso v čast in z njihovo stranko in kandidatom niso povezana. V odgovoru pa so med drugim poudarili, da podpora stranke ključnim razvojnim projektom v Mariboru ni bila nikoli vprašljiva. Odločno se zavzemajo za gospodarski preporod mesta in okolice. Pripeljali so največjo greenfield investicijo v Sloveniji v zadnjih 2 desetletij, Magno. Zavzemajo se za nadaljnji razvoj letališča Edvarda Rusjana Maribor. Prav tako se odločno zavzemajo za celovito obnovo tribune v Ljudskem vrtu in poskušajo najti rešitev. Niso pa zagovorniki slabega gospodarjenja, ki tečejo mimo zakonov. To so tudi razlogi za velik zadržek predlagani prodaji podjetja Farmadent. Odziv stranke, da dejanja Križmana vidi kot običajna, je kljub vsemu presenetljiv, saj je operiral z njenim imenom ter lobiral na način, ki je morda lahko politično, moralno, etično in pravno vprašljiv. Najmanj za kar gre, pa je dvoličnost pri boju za stolček v državnem svetu.